Spoštovani predsednik države, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za gospodarski razvoj, gospod Metod Dragonja, spoštovana izvršna direktorica Celjskega sejma, gospa Reda Obrez-Dreska, spoštovane obrtnice, obrtniki, spoštovane podjetnice, podjetniki, spoštovani gostje. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije že od samega začetka sodeluje s Celjskim sejmom pri izvedbi tega pomembnega mednarodnega sejma. Kaj niti ne preseneča, saj smo bili prav obrtniki, pobudniki prvega obrtnega sejma. Že 47 let vztrajamo obrtnikom ter podjetnikom zagotavljamo prostor, kjer lahko predstavljamo svoje storitve in produkte, sklenamo nove posle ali dobijo nove ideje in nov zagon. Most je izjemno pomemben, če ne najpomembnejši sejem za nas obrtnike in podjetnike. To dokazujemo številni razstavljavci, ki se kljub gospodarski krizi še vedno množično odločamo za nastop na njem. Letošnjo leto je pomembno leto, saj smo v turbulentnem političnem dogajanju končno dobili novo vlado. Obrtniki in mali podjetniki, ki predstavljamo 99% celotnega slovenskega gospodarstva in zaposlujemo 230 tisoč oseb, si od nove vlade želimo samo eno, da bo imela posluh za naše probleme, upoštevala naše predloge in nam pomagala, da bomo lažje delali in živeli. Spoštovani, novo izvoljeni predstavnik vlade, na tem mestu apeliram na vas, da pomoč malemu gospodarstvu po načelu Evropske unije najprej pomisli na male, postane prioriteta številka 1 v tem mandatu. Na situacijo v naši državi gledam skozi oči obrtnika, podjetnika, ki se mora vsak dan truditi za posel in plačati svojih zaposlenih. Prav zato se mi pogosto dogaja, da določenih potez in razmišljanj najvišjih političnih predstavnikov preprosto ne razumem. Situacijo vidim nekako takole. Veliko se pogovarjamo, pogosto se oziramo v preteklost in izjemno radi se ukvarjamo sami s sabo. Namesto tega predlagam, da kot pravi obrtniki zavihamo rokave in se lotimo dela. Sicer se bojim, da bo prepozno. Žalosti me podatek, ki je bil objavljen minuli teden. Namreč, da smo na lestvici svetovne konkurenčnosti ponovno zdrsnili, tokrat kar za 8 mest. V naši zbornici že ves čas opozarjamo, da zaradi visokih stroškov dela ne moremo biti konkurenčni, ne moremo zaposlovati. Med ključnimi problemi, ki bremenijo obrtnike in male podjetnike, pa so še nelojalna konkurenca ter težko dostopnost do bančnih posojil. Naloga, ki čaka novo vlado, ni tako težka, kot se zdi na prvi pogled. Za zgled so nam lahko sosednje države, ki so sprejele potrebne reformne ukrepe in pomagale gospodarstvu izplavati iz krize. Nova vlada pa lahko pri sprejemanju ukrepov in iskanju rešitev računa na vso podporo naše zbornice. Imamo dolgoletne izkušnje, vrhunske strokovnjake in konkretne rešitve za zakon slovenskega gospodarstva, ki so zapisane v letošnjih zahtevah slovenske obrti in podjetništva. Zato pozivam novo vlado, da nam prisluhne in realizira naše predloge za boljši jutri vseh nas, državljank in državljanov Republike Slovenije. Verjamem, da nam bo uspelo, če bomo sodelovali in da se bomo že prihodnje leto lahko pohvalili s pozitivnimi rezultati. Še vedno velja, slog je moč. Spoštovani razstavljavci, želim vam
da kar najbolje izkoristite te sejemske dneve z željo, da se v letu zopet srečamo na tem mestu. Hvala in srečno.